Saj se spomnite, kako so z Matejem v Dubaju jezile Istoka, a ne? Ne, no takole. Mislim, videla pa res nista nikoli zadovoljna. A ste videla, kjer avto tukaj največkrat uporabljajo taksisti in rentakarji? Najbolj zanesljivega, a ne? Nič, lej. Ita videla malo dežela raziskovati, ita smučat. Puščava, ne? Adijo. Ja, zdaj mora prav ven. Ja. Kljub hecu je nekaj res. Corolla je globalno gledano zelo priljubljen avtomobil, prodali so jih že več kot milijon. Mislim, lansko leto. Od leta 66 do danes pa toliko, da bi lahko vsak Slovenec imel doma na dvorišču približno 23 avtomobilov. Okrog 45 milijonov je bilo že prodanih. Večino prodajo na trgih izven Evrope, ker limuzine tega segmenta pri nas pač niso priljubljene in Corolla je tudi eden tistih avtomobilov, ki ga skoraj ne opaziš, pa čeprav se pelje mimo tebe, kljub temu, da je sedaj sprednja maska malce bolj zašiljena. Ampak v takšni sivi barvi tole ni avtomobil za tiste, ki se radi pohvalite. Ji pa čisto nič ne manjka, v bistvu je prav prijetna in za določen krog kupcev bo celo fantastična. Vam razložim zakaj. Starejšemu paru bo všeč, ker je med vožnjo nadvse prijetna, zelo udobna in zelo umirjena, brez posebnega nadležnega nagibanja pa zmore cestne grbine prežvečiti in lepo prizanesti potnikom. Tudi takšen motor je karakterju povsem primeren, zelo umirjen in relativno tih, porabi pa samo 5 litrov. In čisto spodobno gre, zato sploh ne vidim potrebe po močnejšem. Menjalnik je dovolj natančen in sklopka je zelo mehka, zelo prijetna. Corolla je torej z videzom vred precej umirjen in enostaven avtomobil. Mlajšim, kakšni družini bo zelo všeč, da je prtljažnik kljub plitkosti precej dolg in prostoren, peti potnik pa bo hvaležen dejstvu, da osrednjega grebena tamle zadaj praktično ni in je dno skoraj da povsem ravno. Tudi nasploh je prostora na zadnji klopi ogromno, pač v duhu limuzin. Edino fotor bo malce pojamral, ker je Isofix skrit nekje daleč v naslonjalu. Tudi tole okolje je dejansko pravi opremi in ob tem doplačilnem zaslonu na dotik dovolj moderno, čeprav ponavljam, da bi ta zaslon lahko deloval malce hitreje. Brez njega pa bo Corolla znotraj precej suhoparna, ampak bistveno cenejša. Že tale z opremo Luna nima ravno strahotne cene, okrog 22 tisočakov stane z dizelskim motorjem in za ta znesek kar veliko ponudi. V bistvu je tole avtomobil, ki ga pri nas veliko ljudi preskoči brez pravega razloga. Da imajo pa vsaj drugod poseti tole karaje.